ker moram se frizuro popraviti. Gospod Gerkeš, zares klepetalnica, zakaj gre, je to neki predvolilni boj? Ne, ni predvolilni boj, gre za predstavitev stranke, ki je zelo mlada in komaj nekaj mesecev oziroma leto prisotna v političnem prostoru in tudi mi iščemo razne izrazne možnosti, da se predstavimo širši javnosti. S pogovorom o seksu, hrani, o čem še? A ne, veste, kako je ta situacija, politična situacija zapeta, ste priča iz dneva v dan in smo si zadali takšno nalogo, da upeljemo nekaj atrakcije v naše dogodke. To pomeni, da z naslovom priznamo, pritegnemo, ampak poskušali bomo seveda pogovor usmeriti tudi nekam drugam. Lahko vam izdam skrivnost, da se bo danes pogovor poskušal prevesiti tudi do ženskih kvot, zakaj ženske ne participirajo bolj v politiki in podobno. Ampak zakaj ob Obok festivalu Lent, ker je zdaj največ ljudi v mestu? Ali? No, seveda bi vam težko rekel, da ni tako. Lent je eno fenomenalno prizorišče v Mariboru, mi pa imamo to srečo, da ima en izmed naših članov poslovne prostore tukaj, ki jih je odstopil v uporabo in smo se domislili enega takega, upam, da nevsiljivega projekta, s katerim se predstavimo, morda predvsem našim članom, pa tudi mimoidočim, ki jih bo to zanimalo. Tako da Narodni dom nima nič financ od tega? Kje pa ne. Mislim, to je povsem samostojna zadeva. In tudi prireditev kot tako smo jo prijavili tukaj in nima nobene zveze s festivalom Lent, ampak Maribor je tako širok, da je prostor tudi za nas tukaj. Zdaj, ko vas sprašujem še pred pogovorom z gospo Širca, imate kaj treme? O seksu pogovor? Zakaj pa ne? Vsakem moškemu je nerodno, pa če to prizna ali ne. Mislim, poskušal bom izpeljati najbolje. In morda ste si že prebrali nekatere naslove. Današnji je seveda provokativen in sem dobil nekaj vprašanj, da bom kaj zardel. Da vodoma zelo lepo pozdravljam Majda Širca, poslanec državnega zbora Republike Slovenije in članico Zares. Zdaj bom začel s tistim delom, ko so nekateri gospe pričakovali, da bom zardel. Ampak, seks v mestu, celo skombinirali smo ta napis z velikim mesom, z majhnim mesom. Vemo, da gre tudi za neko filmsko produkcijo, mainstream, ne reče, na nek način, ki temelji na nadaljevanki. In poleg tega pa se da to besedo navezati, prepričan sem tudi na politiko, tudi na dogajanja, ki jih izvaja oblast do ljudstva in podobno. Ampak začnimo pri samem filmu, oziroma pri nadaljevanki kot taki. Majda, jaz priznam, da imaš terensko premoč zaradi tega, ker si ti film gledala. Jaz pa izkoriščam ta privilegij, da ga nisem in da mislim, da sem zaradi tega lahko posebej kompetenten sogovornik, ker mi bo vsako naivno vprašanje odpuščeno. Dobre ljudje ima tako, ker Moški smo predvsej na tapeti. Kaj? Smo predvsej na tapeti moški v teh filmih in se običajno želimo videti pozitivni luči naše pomanjkljivosti, običajne infantilnosti, ki jih recimo izražamo včasih v intimnem odnosu, želeli običajno skriti. Tukaj zdaj moški vidimo iz teh nadaljevank in filma, da se pogovarjate stvari, ki niso nam ljube, bom tako rekel, tudi v kakšnem neuspehu. No, tako kot mislim, da je svet prežet, sloven svet, pa ne govorimo zdaj o ameriškem svetu, ne, če je ta film pač stationiran in umeščen v srce Amerike, se pravi New York, ne, ste dejansko v ozadju, kajti vprašanje ženskih tem je danes ključno vprašanje, ampak moški ste v ozadju na ta način, da vas ni, oziroma da se svet dogaja zaradi vas in zapleti tudi zaradi vas ni, ko pa ste prisotni z največjo možno dimenzijo. Ne? Ste pač predmet želja, poželenja in tukaj v tem filmu recimo najbolj tipična odsotna prisotnost je s tem, da je pač ta glavna oseba, okrog katerega se spleta ena zgodba med temi 4 ženskami, tako označevalec, da mu celo reče živina, oziroma da se kliče živina. Ne? Politiki
politiki je vse verjetnosti, ne bom govorila samo o našem prostoru, preveč žensk v zapetih kostinčkih. To se pravi, da prevzemajo preveč tega moškega principa, ki se ženskost zakrije, in kjer se poskušajo ženske na nek način malo preveč identificirati z moškimi in s tem potisnejo v stran svojo feminilnost, v smislu razmišljanja feminilnosti, ali pa nekih drugih oblik razmišljanja, ki so manj utesnjene, kot so v moškem svetu, bom rekla, bolj emocionalne in zaradi tega mogoče tudi te ženskosti v politiki manjkuje. Zdaj to še tisti, ki so se že prebili, te že premagati pravi, te ideje, da bi aktivno vstopila v politiko. Zdaj, kaj ima to seksom? Ja. Lahko jaz vprašam, kam namigujete, gospod Gerkeš, da preko seksa ženske pridejo v politiko? Ne gre za to. Čeprav ideja, da ni. Ste prepričani, da ni tako? Jo, je težko bi sodil, nimam tega izkušnje. Verjetno, ne bomo ugibati. Bolj bi postavil vprašanje, ali je politika bolj erotična, da bi tudi z tega vidika kdo koga zanimala.